Dame in gospodje, en velik aplavz za voditelja Marka Džamastagića! Živijo! A lahko samo eno gasne luč, prosim, tam od zadaj, bom zelo vesel. Super, ja, manjčko smo pozabili to. Kostika, dajte še en aplavz, no? Ja. Cel poletje se nismo videli. Dobrodošli na otvoritveni predstavi, impro v zasipu, zasipški boj. Ja, cel poletje se nismo videli. To je kar crazy. Pač to je bil prvi resen dopust za nas, odkar ustvarjamo tukaj v zasipu. In ko ste se imeli kaj? Ste se imeli fajn med počitnicem? Ja, vi še posebej, starši, kako pa vi? Slabo vreme, je bil slabo vreme. Ni bilo mraz, to bilo. Ok, the best, dobrodošli, govor sem rekel na impru. A je to danes tukaj prvič na improvizirani predstavi? Daj zaploska, tiskaj danes prvič tukaj. Aha, živo. No, samo da vam povem, impro je pač oblika gledališča, kjer nastopajoči ne bomo imeli nič naprej pripravljeno. Vse se bomo smislili sprot tukaj na odru, tako da v bistvu bo predstava odigrana prvič in zadnjič samo za vas. Brez pripomočkov, ja, samo stol bomo imeli naše telesa, naš glas in to je vse. In pa seveda najbolj pomemben element vsake improvizirane predstave ste pa vi, draga publika, ja. Od vas bomo vzemali predloge in na podlagi teh predlogov bomo ustvarjali improvizirane prizore. Veš, kako to izgleda? To tako izgleda, da jaz rečem, a lahko tukaj dobim eno čustvo? Žalost je čustvo, hvala, ja, zelo tako pozitivno čustvo, ne. In pa lahko rečem tukaj, mi date nek prostor, tamle gospod z brado, če lahko en prostor, prosim. Spalenca je dober prostor, gospod. A lahko tukaj od zadaj dobimo, ne vem, recimo, nek odnos med dvema človekoma. Strast, ja, ampak moramo večkrat bolj specificirati, recimo, kdo je lahko v strastnem odnosu, ne vem, ljubimec in kraljica. Ja, ljubimec in sosed sta tudi lahko v strastnem razmerju. No in tako bo danes približno nekako to potekalo, mi bomo tukaj za vas igrali prizore, vi nam boste dajali predloge, ampak, kar je zelo pomembno, današnji večer se imenuje Zasipški boj. Danes na odru se bodo spopadli 4 režiserji, ja. Vsak režiser bo pač predstavil svoj prizor in videli bomo najprej 4 te prizore, na to boste pa glasovali, kjer prizor odpade. In potem bomo imeli samo 3 prizore in potem bo spet nekdo odpadel in imeli bomo 2 prizora, ki se boste spopadla za lovoriko, za najzasipškega prizora in na koncu bomo videli še zaključek prizora, tisti, ki je bil izbran. A približno razumemo, moram še enkrat povedati? Razumemo, a ne? Ok, the best. Naj na oder povabim, da naš, kaj? Ja. Današnje stalen ansambl Jan Cunja in Jure Jamnik. Vsi jih poznate. Seveda pa smo danes pripeljali... Cunja, jaz sem Jamnik. Ja. Danes smo pripeljali posebne goste iz Ljubljane in iz Kranja in iz Bleda. Ja, gosti iz Bleda. In na odru bomo povabili še Kristjan Pavuna iz Bleda. Teodora Šved iz Ljubljane in pa Dino Kapetanović, kranjski improvizator. Ja. Kristjan, Dino, Teodora, to je naša publika. Živa publika. Živa. Mislim, da je najbolj... Ja, dajmo zdaj malo lenjaja, tako. Ampak, preden sploh začnemo z zasipškim bojem, se vi rabite kaj ogreti? Ja, jaz se rabim. Mraz je, pač zima je prišla ful prezgodaj. Jesen. Mislim, zame je zima, zimske temperature so, sneg je bil 2 dni. Meteorološka zima, pač vremenar bo povedal. S čim pa se bomo greli? Se bomo greli z enim stopom? Kolikor boš povedal? Ja, dajmo se greti z enim stopom. Jaz sem za en stop. Ok, a lahko na oder 2 improvizatorja, prosim? Videl boste začela nek prizor in kadarkoli bomo mi rekli stop, se video ustavita in nekdo bo nadomestil nekoga in nadaljeval prizor, ampak lahko da bo čisto. A lahko jaz nekaj vzajem od publike? Lahko. Bom tlele v prvi vrsti nekaj vzel tlele od vas. V kjer razred ti hodiš? 7. razred, kjera šola? Na Bled. Kjer predmet ti je tako najbolj beden? Matematika. Ja, sem vedel. Ok, mi da sva pri matematiki na Bledu v šoli, osnovna šola Josipa Premla, jaz vem, stari. In bedno nama je pri matematiki, ok? Ok. Čau, Tina. Fuck, Toni, to je...
Kalkuliram na kalkulator, no, pač. Razumem, okej. Jaz sem pozabil nalogo, okej. A misliš, da me bo profesorica Marjeta, da mi bo dala šut, no, ker... Andreja, oprosti. Hvala, Tinček. Ja, itak, da ti bo dala šut. Je že klicala starše. Kako je že klicala starše? Ja, ker je vedela, da je ne boš imel že vnaprej. Stop! Doktor, izvolite skalpel. Hvala. Veste, presaditev srca, to je moj prvič. Jaz nisem še presadil srca. Tudi lagal sem na svoji aplikaciji, ker sem rekel, da sem zdravnik. No, jaz to zgledam kot srce. Stop. A to je moj sin. To je vaš sin, ampak... smo pa se odločili klele na Jesenicah v bolnišnici, da ga bomo obdržali. Ena nova praksa je, ki jo imamo, vsak 10 otrok je pač ostane na Jesenicah. Čakajte, to je moj otrok! Ja, že lahko! Stop! Ja, ne morete kar tako. Pač jaz sem tle parkiral, plačal sem parkirišče in zdaj ne morete mi vi kar dati lisic, gospod gor. Ja, lisice so gor. Pač zdaj ne grejo dol. Jaz sem plačal parkirišče. Res je. Pa še kazen boste plačal, upor. Ja? Dajte mi povedati, zakaj. No, zakaj? Jaz sem tukaj... Gospod Superman, wow, kaj ste naredil? Nič tazga. Stop. Hvala, Fred. Vem, da te lulat, ampak ta vic je samo zame. Oprosti. Ne, to je zame vic. Stop. Nekaj imam zate. Poglej not. Ja, Wow, ja, žoga. žoga. Za tenis. Za najno 10. obletnico, wow. Stop. Kaj vidite, no, povejte mi. Vidim. Povejte mi, nekaj bom zadev na loteriji. Nekaj groznega je. Kaj groznega? Grozen dobitek, grozen visok dobitek. Ne, Wow, tale vaš koža ima pa res probleme, veste. S čim? Tlele noter vidim, da... S čim ga pohranite? Ja, z briketi. To je... Stop! Pravite, da so vam sina vzeli, Ja, pes vam je crknil. tako, Z čistega hranu, z briketi. z briketi. Sin pa vsak ta 10, ali kako? Vi imate pa smo. Jaz sem do vas prišel, ker mislim, da vi lahko povežete te zadeve, to je nekaj povezan. Šel sem do vedeževalca, ni mi znal nič povedati, samo da se mi bo grozne stvari dogajale. Ja, prav je imel. To še ni vse, gospod. Pred vami, to je šele začetek, ali? To je šele začetek, gospod. Gospod detektiv Primož. Kakšen detektiv, gospod? Vi veste, kdo sem jaz? Ne. Jaz sem... Superman! dajmo je aplavz, ja, tako. Okej, the best. Smo se ogreli, ste se vi ogreli? Smo se ogreli, super, the best. Zdaj pa bomo začeli z sipškim bojem. Na oder vabim vse 4 današnje režiserje. Se zavedate pomembnosti današnjega večera? Jaz Ja. se zavedam. Dobro. Mene samo nekaj zanima. Če Ja. ti malo vodiš, oni so režiserji, kaj pa sem jaz? Ja, to smo ti hoteli povedati. Ti Ja, greš ja, lahko ja. domov zdaj, ne, idem domov. Ti si pač... Bomo videli. Ti si ta tip, ko letava na oder. A bi ti bil režiser? Ne. Mikrofone popravljamo. Mikrofone popravljati. Lej, ko bomo rabili kakšen mikrofon, ti bomo rekli zaenkrat, je Nekaj kar. imamo dosti. Ja, čisto. No, tlele sem pa gledam pa. Tako da nam se spopajate v zasipškem boju, 4 improvizatorji, 4 režiserji, vsak bo režiral svoj prizor, Okay. ki pa bo lahko po prvi rundi eliminiran. Ja. Nadaljevali bo samo 3 prizori, 3 zgodbe se bojo nadaljevali. Kaj pa, če vsak dobi mogoče 2 kroga na začetku? Ne. 2 kroga, ne. Ok, dobro. Samo 1 krog. Ja. Tako da izkoriste ga. Navdušite našo drago publiko, ker ona bo odločila, kjer prizor je bil vreden nadaljevanja in kjer bo eliminiran takoj. Ok. Tako da nekdo naj stopi naprej in ne začne z današnjim večerom. Kaj pa, če publika določ? lahko, tudi lahko. Mogoče pa iti za nami, pa Ja. tako z roko gor havere. Ker to bi mogli tudi pol delati. No. Draga publika, zdaj bom jaz šel nad glavo improvizatorja. A lahko jaz to naredim, da saj eno vlogo? Ja, stari, Ja, dajmo lahko, delo. lahko. A lahko? Hvala. Samo... Jure bo šel nad glavo improvizatorja, vi ploskate za tistega, ki bi radi, da on začne ta zasipški boj. Tako da Jure,
Roka je ugreta. Ja, je. Okay. Kdo zdaj skrbi za mikrofone, mene zanima. Ej, Če Jure to dela, Sam Mark, začnem. daj sam na majk popasno. Mi smo, publika? Nad tistim, ki je ta roka, vi ploskate, prav? Ja, če ga hočejo. Če ga hočete, jaz. Domačin bo začel z današnjim večerom. Tako da Kristjan, oder je tvoj. Hvala. Hvala, Jure. Draga publika, jaz bi rad en odnos, ne, tako kot sta oče in mama, ali pa, kako? Ne, nek odnos, ali pa brat pa sestra, sam zdaj ne uporabiti oče pa mama pa brat pa... Sosed pa soseda. Sosed pa soseda, okej, mogoče mečkan bolj, tako, malo bolj raznoliko, da nisem sosed... Bratranc pa soseda. Bratranc pa soseda. Okej, mogoče soseda pa... Vodovodar. Poštar! Ali poštar? Ne, vodar. Okej, dajmo soseda in poštar. soseda in poštar. Soseda in poštar, to je odnos. In zdaj se bosta soseda in poštar. Pač prizor se bo začel odvijati in povedali, jaz bom vmes rekel stop in one da igralce, oziroma če jih bo več, bojo zamrznali, jaz bom dodal kakšen napotek in potem bojo nadaljevali. Tako da soseda in poštar. Okay. Dajmo en velik aplavz. Dost imaš, dost. Za danes. Kaj pa mu daješ za jest? Da je tak. Sam domač kuhan, veš. Ja. No, pač, No, blejske novice sem ponesel. ja, super, super, super. Pa Takole, ali kva? še eno pismo od vašega moža. Nov čoven, ali kaj so pripeljali? Ja, čovn. To se tam na Bledu, ja, dogaja, ja. Te čovni. Mm. Pletnje, ali kaj. Stop, odpreš pismo tvojega moža in ga prebereš na glas. Kava zame. Ja, kar izvoli. Mislim, sej lahko se tudi usedeš, ali pa, ker vem, da si zdaj full out. Pridni otrok. Od moža. Draga Marjeta, vojna je že dolgo časa, bije se vojna. Pišem v naglici, veš. Poslali nas bojo na novo fronto in ne vem, če se vrnem. Zapomni si, Marjeta, ljubim te, ljubil te bom in ljubil sem te. Tvoj Štefan. Ustrelili so me! Ne! Štefan! Ustrelili so ga! Nekaj je pisal moje pismo. In je še napisal gor, tako kleme malo krvi, jaz ne vem, zakaj nisem že prej ugotovila, če je krval, da je nekaj narobe. Pa je še kaj napisal, bilo hudo, samo v nogo so ga strelili, lahko še pisal, ali? Ne, pač to je to! Oh, fuck. Pač po mojem je pol zapakiral noter v kuverto skrbno in dal nekomu, a veš? Materej. Ojoj. Ja, ne vem, Stop, poštar je samski. Ravno je postala vdova. Ti lahko narediš prvi korak. Pa ne moreš vdove izkoristiti, to bi bilo zelo grdo. Ne moreš lahko, to so vse samo besede, lahko. Ne moreš, Boga reva. Moraš domov pa... Kam, da boš sam? Boš spet idel tuno, pa makarone, kakšno je to življenje? Saj tuna ni toliko slaba, pa makaroni so tudi kar Pa dobro, boš kaj se pogovarjal z mano, boš takle blutil. ja, ne vem, veliko sem se zamislil, eni ljudje umirajo, drugi pa hodijo na dopuste. Ja, ampak jaz sem v bolečini.
Kje bom najdela toliko disleksičnega človeka? Še enkrat. Boga reva, ni moj še bil dislektičen. Disleksična je tudi ona, no, tako da. Boga reva, oba sta bila dislektika, zdaj pa še udova. Poglej oči in ji reči, ti si lahko moja. Ti si lahko moja. Kaj? To je bil slab plan, zakaj si rekel, dej, razmisli. A si resno rekel, kar sem zdaj slišala, da si rekel? Ej, to kofe. Stop! Več pa boste zvedeli v naslednjem prizoru. Dajmo en aplavz! Zdaj na oder stopi naslednji režiser. Pozdravljeni. Ja, jaz bi rad... Vsi ste me čakali. Hvala. Hotel sem vprašati, če je kdo, ki hodi v službo tukaj. Jaz sem trenutno brezposeln, ampak likar nekaj bil študent, ampak glej. Ne, če kdo hodi v službo, če ima, ali pa vsaj nekaj počne tako rutinsko. Šola. To sem že... Šola je še huj. Ja, vemo vse o šoli, to mi je grozno, ne bomo šli tam. Tako da, a kdo dela? A res? Ok, ja. Čim pa se ukvarjate, gospod? Ko ti je ime? David. David pa Tomaž, ok. Davida sem najprej videl. A si ti tu? David, ne? Ja, ok. Torej, s čim se ukvarjaš? Kaj počneš še? Ja, v bistvu delam za stroj, za mašinami. Ok. Kako izgleda tvoj dan? Tako samo, če poveš 10 dni, ki se zgodijo v tvojem dnevu. Recimo, jaz stanem zjutraj, pojem... 10 dni? Ne, 10 stvari v dnevu. Tako lahko čisto naključnih, ki se zgodijo recimo od jutra do popoldneva ali pa do večera. Samo tako, vstaneš, ok? Vstanem nekaj pojem, Ja, grem na šiht, preoblečeš, začnem delati, nekaj zajebem. začneš delati nekaj zajebeš, ok? Imam malo kurčijo, Kako? imam malco, pojem sem boljše vole, Ok, malca. včasih grem zelo, pa se me napijem. Ok. Torej, to je ta rutinski dan človek? Bravo. Ok. Sem mislil, da jaz nimam planov. Ne, v redu. Jaz se tudi pijem, ko sem zdaj. Ne, ful hvala za to. To smo rabili. Ne bi se smel znašati tako, ampak ful hvala. Ja, torej to je rutina. Torej, nekdo, ki poje malico zjutraj, vstane, ja, zdaj pomagati, vstane. Poje malico, gre v službo, se obleče, začne delati, zajebe, ga potučijo, gre na malico, je boljše volje, gre domov, se napije. To je ta rutina, s tem bomo začeli in nekje vmes se bo nekaj spremenilo, nekaj bo drugače. In bomo videli kaj in kako se bo spremenil ta dan oziroma življenje temu človeku. Spet tuna. Že grem, okej. Že, čau. Čau, David. A smo dan že kaj zajebali, pa sem zgrešil to? Nismo. Tebe čakamo. Ja, sej. David, nisi se preoblekel, moraš se še preobleči. Ej, pa kaj je s tabo? Ja, prost, danes sem čist, ja, prost. Sti neke ribe jedu, kaj tu? Ja, tuno sem jedel, no. Ta rutina, ej.
Ubija me. Vse me enkrat, vse bedno, sam začer bomo pil, ne, tako da veš, ni to bedno. Povej še 2 stvari, ki so ti všeč v tej rutini. Pa službo imam, v kateri sem dosti dober, tudi uživam. Je res, da me debilen šef skozi pizdi. David! Ja? Smo že kaj zajebali danes? Ne, danes niso... David! V katero je že to ta teden? Wow, že. Wow. Danes je 5. A to res? Najprej zamujaš, pa prideš. Nisi se preoblekel. Kaj je prva stvar, kaj narediš v tem našemu rutinizirani industriji? Da preoblečeš. Preoblečeš se. Ja, si razumem. Temu šefu je zelo pomembno, da se njegovi delavci preoblečejo, preden začnejo delati. Se veš, kaj je prvo pravil naše firme? Ja, obleka naredi delavca. Tako. Sej ve. Čak, kaj slišim? David, kaj je narobe? Zakaj ne moreš pogledati Jaka? On je človek rutine. Prva stvar, ki pride, se naprav. In stop za stroj. In v tem času, odkar tukaj dela, on ni nič zajebal. Medtem ko ti, David, 5. ta teden, lepo te prosim, no. Ne moreš vzdrževati rutine. Vse te vidim, trudiš se, rad bi bil tak foter. Tvoj foter je bil res rutiniziran človek. Te pa ne gre. Ne gre. Povej par primerov, kako je bil njegov oče ful rutiniziran. Oče je prišel zjutraj. Prva stvar. Ja. Se je preoblekel. Ja, se je. Ker on je verjel, da obleka naredi delavca. Pa druga stvar je stopil za ta stroj. In je bil najboljši rutiniziran človek. Delavc. Bog. V tej naši rutinizirani industriji. Ja, ampak ni ga več tukaj. Ni ga več. Veš, zakaj ga ni? Ker je počel to, kar je rad počel. Rutina ga je zjebala. Srčno kap je dobil. Umrl je tako, kaj je hotel umreti. Sam kdo pa je kriv za to? Prosim? Ne, zaradi tega sem je. David, če se ne bo hlele nekaj spremenil danes, presežem jaz. Ja, ampak Meni ne preostane drugega, kot da te odpustim. In pa boš ostal brez rutine. Ne, čakaj. Ne morate tega narediti, ampak jaz rabim ta denar, da lahko pijem zvečera, ne? To je ena stvar, o kateri se veselim. Torej, očitno je, da bo šef v enem trenutku odpustil tega človeka. Lej, jaz ne bom nikoli, okej, lej, dajte mi samo še eno šanso. Samo še eno šanso, prisežem, da ne bom nikoli... To ni nič, to je bilo čisto na ključe. Ni bilo na ključe, David, to se ponavlja že 6. ta teden. Žal mi je, David, se te vam rad, kakor bi lahko rad imel človeka. Pač svojega, ampak žal ne. Tukaj se tvoja pot v tem poslu, v tej industriji zaključi. Lahko obdržim pajaca. Ne. In prizor. Kaj se je zgodilo potem? Ne, to bomo pol povedali, ne? Okej, zdaj pa jaz bi rada nekaj tako malo starinskega in romantičnega in te stvari. In sicer, imeli bomo dva bojevnika, viteza, heroja, vse te stvari, ne? Od vas bom pa rabila, da mi boste povedali, kaj je njuna, ste se že javila, odlično. Torej, kaj je njuna najbolj glavna lastnost, kot recimo, a veš unka ima 2 leve noge, ali pa a veš unka, ne vem, ima 3 otroke, ne vem, pač, je debel, ne vem, veš, neki, ne, v glavnem, tako da kaj bi imel on, recimo? Unka je pozabljiv, okej. Kaj pa tale? Kaj sem jaz? Pozabljiv. Kaj? Pozabljiv. Razumem. Vidiš, sprašila. Pameten. V redu. Heroja sta, pač buff, pač full testosterona, ni da ni. In pa, rabila pa bom še mladenko. Ja. Nisem si mislila, da se tako iztekla zame. Tole ne bomo rabili, ker to je akcijski prizor. Lahko je zbedbe. To mogoče pride. Ok.
Torej imamo dva heroja, ki bosta šla zdaj na pot do te mladenke, ki je v gradu stolpe v jami. Whatever, nekje, ne? Bomo videli, kje. Še nekaj boste določili in sicer ta mladenka, mična in vse, ima pač neko posebnost, ki jo naredi malo čudno, ne? In kaj zdaj bi to lahko bilo? Frizura! Velik nos. Vi samo gledate, kaj. Ok, velik nos, brke pa čudno frizuro. Drugače pa ful lepa, sam pač te stvari, ok? A ste vi samo pisali meni? Ja. Brez filtra, prva vrsta je sam tako. Tako da pač na eni strani vidimo mladenko, ki pač je boga v gradu, na drugi strani pa ta dva močna modela, ki... Dolg nos, čudna frizura, pa brki. Ja. Mi greva rešiti, ali mi so na poti. Ja, pa pač valjda ne moramo obadva, tako da imate malo ta rajbler. Ok. Nekdo so naši gajbi. To so njihove gajbe. Ne tega. Se bom skupno, ne snemo. Polamo jo boš. Zdaj bo pazil. Vse je, ful je mladenka, no, vse ima film. Jaz sem nekje gor na Ja, stopu. ok. Celo noč sva pila, ja? Primaš, fuck, pozabil sem v kempu flašo vode, No in ti skate, ne? In Don primaš je. Mami, Sorry, moram ti pa vedeti, da samo en od naju bo odšel na pot proti Špelci, v redu? In to bom jaz. No, razlogi so očitni, ampak... Ti si drugač pameten, samo to, da veš. Lahko ti pa pustim to Rubikovo kocko, ki sem jo sestavil. Ja. Ok. Jaz sem jo zdaj zamešal, kako je pa nazaj sestavil? Lahko si tukaj pa pogruntaš, jaz se bom vrnil kmalu, prav? Ja, kam pa greš? Do Špelce. Do moje edine ljubezni. Do ljubezni, ki mi bo dala njeno srce in pa, no, in pa brke. Ki jih je podedovala po očetu in so zlati brki. Medtem v temni grajski kleti. Kaj pa bo sedaj? Imavajo Špelco na vrhu stolpa. Tak, kjer so je hotela, ne? Bratec moj brat. In te dva norca, junaka. Kar naj prideta, toliko pasti so nastavila, toliko pasti. Vse gre po planu. Vse gre tako, kot hočeva. Ta pametni bil preveč filozofiral. Da pozabljiv bo pa itak pozabil, ne. Kar naj prideta, končno uničila svoja največja življenjska sovražnika. Od tu naprej... Živijo! Gre... Špelca? A sta že tu? A si ti Špelca? Niste še tukaj. Nisva še pri Špelca. Vidimo kmeta, pojta stran kmeta. Tukaj naprej greva peš. Ker nevarnosti za tukaj, viš. Gledal sem ta zemljevid, izračunal sem pot in izračunal sem, kjer so pasti. Veliko jih je, veš, tako da ti boš prvi hodil. Ok, kam si prvi hodil? V to smer greva. Aha, ok. Ker z nogam... Do Mateje? Do Špelce. Do Špelce. Kaj se je zgodilo? To je past za zmaje. Lahko bi vedel, da je tukaj. In sem vedel. Kaj? Oprosti, ampak njeni brki so lahko samo za enega gospoda in to bo Don jaz. Medtem pred Špelčinimi vrati. Ker je štenge, kolegi. Mora se zgoditi. Brat, pač, za nekoga se bo mogel odločiti, ne mora je kar obabiti. Ja, to zna biti problem, ker mi pa prideva v paketu, a ne? Ja, ampak, veš, ti imaš srce kot jaz. Ja, pač jaz imam srce, pač naj obeh. Ampak, jaz ti moram nekaj povedati. Jaz jo res ljubim. Jaz tudi. Ampak, se imamo isto srce, ne? Ampak, ne morem kar obamiti, no. Jaz nisem tak, jaz ne morem s tabo deliti. Ok, stop.
Torej, ta monstro, ne vem kaj je to, pač se veste Zlobna kaj je. siamska dvojčka. Ja, zlobna siamska dvojčka se premikata gor proti vratom. Tukaj je naša lepotica. Zdaj, naš heroj, ki je zdaj ostal sam, ker je unga pustil za sabo, Ja. se pa glih je prišel pod okno, torej ona ga opaz. In zdaj bo to slow motion, ko ona dva hodita gor, on je opaz ta ljubezen. Prosim. Za zvoki, seveda. Kako čudne zvoke spušča ta špilca. Če je počasen posnetek. Okay, stop. To je zdaj to. Tukaj bo zdaj naprej, nekaj se bo definitivno zgodilo, neko srečanje, ne vemo od koga. Če hočete zvedeti, pa volite mene. In še zdaj. Zdaj smo videli že kar veliko enih prizorov, ampak jaz bi mogoče zdaj rad videl enega filmskega, nekaj filmskega. Kje film ste vi nazadnje gledali, klele, prva vrsta? Harry Potter! Harry Potter je meni, kjer ti je najljubši Harry Potter enak? Deathly Hallows, 1 pa 2, lepa, a ste brali drugače kaj knjige, klele? Ja, jaz sem že Jetnik iz Azkabana. Sam takole. Kjer ti je najboljši lik v Harry Potterju? Kje je ta? Okej, ta. Okej, ti si bolj... Se pravi, Lord Marlakenstein, vsi vemo, da je zloben v Harry Potterju, ne? Brez nosa je, ne? Na koncu. Ampak Lord Marlakenstein je bil včasih samo deček. Mark Nilstin, tako mu je bilo ime. In v bistvu je bil, on je bil sirota. V sirotišnici je bil. In jaz bi rad videl Marka Nilstina mogoče v sedanjem času. Se pravi, tlega imamo v nekem čarovniškem svetu. Ja, on se tako ful pomemben ga počuti, ful je bil pameten. Ful je bil pameten? Pa pomemben ga se počuti, tako mislil je, da bo prvič. Ja, zato ker je imel, on je bil, Skačem se z njim. on je znal skačem se pogovarjati, pa tako, res je bil ful pameten. Jan Cunja, Ja, pridi sem. to sem jaz. Jan Cunja, ti boš Mark Nilstin. Cunja, ne, se hotel reči, da je Cunja moja brazgotina, ampak Mark Nilstin, ja. Ok, ti ne boš imel nobenih foric, ne, se zgicam. Mark Nilstin, kaj je to? se pravi, ti si v bistvu Vezal sem ti vizalko. Mark Nilstin in tvoja posebnost ne bo to, da se pogovarja s kačem, malo bomo mi spremenili tega Marka Nilstina, ampak njegova posebnost bo kaj? Kaj bo njegova posebnost? Da lahko zmislim, da piše tako. Ti... Misel pa na list. Ne na list, pač na telefon. Slišiš, kaj si drugi mislijo. Bravo. Slišiš, kaj si drugi mislijo in dajmo ga zdaj še v en prostor tega Marka Nilstina. V sirotišnico? Ok, v bolnišnico. Ne. Kam? Ok, sama. Kam? Ja, ubegne. Ne bomo gledali prizora v bolnici, to nikoli ni preveč dober, verjemite meni. Ampak ga bomo pa gledali v bolnišnici. Ga bomo gledali v bolnišnici, ki je podobno kot sirotišnica, sam čist drugač. Tako da, ti si v bolnišnici in tukaj si zaposlen, ok? Ok. Kaj on dela? Kaj dela Mark Nilstin? Film. Ne, v tej bolnišnici. Kaj on? Na recepciji, kdo hoče povedati, pa... Na recepciji je... On že pove, aha, to hočete. On pa ve. Evo, ti si na recepciji, delaš na recepciji v bolnišnici in pa ljudje pridejo do tebe in se prijavijo, ne? Zato, ker morajo povedati. Ampak bomo pa videli, koliko so ti ljudje iskreni, pa koliko niso, ne? Se pravi. Nekaj imaš te?
Brez foric. Mark Milstin, tako zabavan. Res mi ni žal, da sem tebe vzel za Mark. Ampak brez foric, si rekel. Ok, se pravi, Mark Milstin dela v bolnišnici na recepciji in on ve, kaj si ljudje mislijo. In zdaj bomo videli njegov prvi dan. Ti boš pa igral glasbo zraven. Tebi ni tem prizor, ampak igraš glasbo. Kar used se. V redu. Kar used se. Vi boste pomagali. Ok, dajmo en lep aplavz za Marka Milstina. Ja. Živijo, vas pa roka boli. Kako ste vedel? Pač, leta izkušenj. Stop, tako bom ustavil. Vi se definitivno poznate. Ja. Vi se poznate in zdaj si videl, da je nekdo, ki ga poznaš, tako močno ga poznaš, je prišel do tebe. In je v bistvu prišel v bolnišnico. Tako da hočemo videti ta odnos. Kdo sta vidno? Jože. Čau, Mark. Kaj pa je bilo? Roka, Ana. Ja, to vidim. Si... V traktor. V traktor ga je ostaknil, pa... Ja, pa seno smo povijali, pa je roka zraven zagrebil. Ja. Ne bom izkrvavel. A boš najprej vnesel računalnik, ti si kar često zem. Prosti, vem, da ne kažem čustev. Ampak, takoj rabiš pomoč. Sestra! Jaz tu nič samo... Ja, evo me. Gospod Jože ima težave. Otroka sem bila, ko sem se spoznala. 2 leti so bila stara. Ja, veste, to mene tisto neč ne zanima. Dajte ga poštima. Tišina! Moram pogledati, a ne, koliko če je zlomljen, je zlomljen. Kost ven gleda, definitivno je zlomljen. Ok. To pa malo bolj... boste pomagali? Ja. Fris, tukaj zdaj vidimo tvoj monolog, ki poveš ene par stvari, ki si jih dobil iz glav teh oseb. Ker ti še vedno znaš brati iz... Nekaj se je zgodilo v glavi teh oseb. Začutil sem, da je Jože pozna to žensko in res jo pozna. Njegova bivša žena je. In, ampak ne kaže ta tega odnosa drugače kot... Bil je, zato ker je bil tale odnos tako pač skrivnosten. Nista bila zares mož in žena, ampak tako sta si rekla, nista pač... Kaj pa sta bila? Bila sta ljubimca in... Jože je ravno kar pomislil tistega temnega dne, ko sem jo pustil tam samo na ulici, poleg njenega stanovanja, kamor sem jo pripeljal. Ampak ne bi jo smel pustiti tam, zato ker sta bila 2 tipa tam očitno nevarna. In ona je... In kaj se ona zdaj misli? Slišal sem in pomislila je, prasec, to roko ti bom zvila, da te bo bolela. In gremo naprej. Nežno, Marta. Tole bo orang bolel, okej? Zakaj bo orang bolel? 3, 4, ker moram naravnati, a ne? Ampak nežno, Marta. Slišal sem, kako je v glavi to primerjal z gladiatorjem, ki jo je gledal na... Pač podobno kot gladiator v filmu. Včasih si bila bolj nežna, Marta. Sestra Marta? Od kdaj pa sestre ravnajo zlome komplicirane? Zdravnik, doktor je vedel. On je mož. Martin mož. Sumijo že dolgo časa, da ima z nekom nek odnos, tak ljubimski, mislim to. Ni pa vedel, še vedno ne ve, da je to Jože. Gospod Jože, upravičujem se, moja žena včasih... Zna biti zelo groba. Ja. Marjan, posluši me! Jaz sem vedela, kaj delam in bilo je potrebno nujno, takoj in mogo je trpeti, okej? Stop, kaj vam je mislila zdaj, ko je to rekla? Moj Bog, kako mu hočem prizadeti bolečine še naprej. Čeprav Marta
tole si res dobro naredila. Gospod, tole nič ne boli, ne? Ne, dobro je zdaj. To je pa čisto mobilizirano, čisto v redu. Zdravnik si misli, joj, tale moja žena, kakšne napake dela, cel čas, morali bi jo odpustiti, ampak pač moja žena. Gospod, vse je super naredila, tako da vi kar brez skrbi. Hvala lepa. Ja, super, kar naj se zahvalite. Hvala, Marta, ko vas prvič vidim, pa res obladate, vaš dotik je res... Spomnil se je vseh tistih trenutkov, ko je bil včasih v bolnici pod oknom in je rekel, zdaj končaš. Pošli. Gospod, a sem Jože, sem od nekje poznava. Ne. Marco sem ti preštimela, veš, kako dobro. Da ste vi včasih okrog bolnice predvsej se zadrževal. Velikrat sem se poškodoval, ja. V redu se, lahko greš. Pišite, gospod Jože. Jože Novak. In Friz. Jože Novak je na tej točki prišel spomin našemu doktorju. Zdaj vidimo, da je tudi ona vedela, da se je to zgodilo. Mark Lenstin se je pa mislil, ful, preveč drame, jaz ne zdržim več. in da ima en aplauz, kaj je tega predane. Ja, glasovanje, ne? Ja. In videli smo prve 4 prizore. Se spomnite vseh? Se spomnite prvega prizora? Kaj se je zgodilo v prvem prizoru? Se moraš še nadaljevati. Poštar Vsi se morajo. Vi boste zdaj izbrali, kjer se bo nadaljeval. Zdaj bomo slišali, kaj se je zgodilo v prvem prizoru. Soseda, ki je ravno kar postala vdova, in poštar, ki je bil pri njej, ki je ravno prinesel kuverto moža, ki je umrl. In poštar je zaslutil neke šanse in ta demona v njem sta se tepla. En je bil good guy, en je bil bad guy. Kaj se bo zgodilo naprej, ne vem. Glasujte, pa boste videli. Kaj je bilo v drugem prizoru? V drugem prizoru smo videli en čisto navaden dan enega slehernika. In ta človek je enkrat prišel v službo in se ni preoblekel in zaradi tega je bil odpuščen. Kako bo izgledalo njegovo življenje naprej? Kaj je bilo v tretjem prizoru? V tretjem prizoru smo imeli 2 modela in pol je eden od njih umrl. Ampak smo pridobili zlobna sijamska dvojčka. In lepo mladenko za brki, ki ni še ogledala nobenega od teh njenih snupcev, ampak se bo to definitivno zgodilo v naslednjem prizoru. In bo zelo zanimivo. In zadnji prizor, samo na kratko, ko smo ga ravno kar videli. Mark Lenstin ima moč branja tega in videli smo neko tako usodno vino, zgodbo, romanco, ki se razvija in razvija. Jure, mikrofoni delajo. 2 in 2 delajo. Jaz bi te porabil še, če lahko pomagaš. Bomo zdaj glasovali. Je rev Greta. Zdaj pa bo Jure šel nad glavo improvizatorja in za tistega, ki mislite, da more nadaljevati, ploskajte. In tistega bo dobil najmanj aplauza, bo žal eliminiran in bo moral, in bo pač ne bo več režiser. Improvizatorji, zaprite oči. Zaprite oči. Publika pa gledajte. Ja, mislim, da imamo. Dino, tvoj prizor je izpuhtel. Se je zdrgač, se je zares zaključil. Jaz se strinjam z vašo odločitvijo, meni je bad. No, malo mi je bad. Saj kole enkrat pride človek v zasip, pa takole, ne. Fakt. Mislil je, če bi mu dovolil delati tvorico v prizoru. Ne, se je bilo ful dobro. Ok, Dino, žal nisi več režiser, ampak imamo pa še zmer 3 režiserje in sicer Kristjan, boš nadaljeval svojo sredo. Kje sta ostala soseda in poštar? Tako je. Ti si sedela na tistem stolu? Ti si bil tam? In on je glih kar rekel, da če bi bila njegova vdova, ali da sem lahko samo njegova vdova. Ampak zdaj bi pa rabil od vas, draga publika, en poklic, ki ni poštar.
Trener. Ne rabiš roke dvigati, sam povej. Trener. Trener. Hokejski trener. Hokejski trener. Ne. Učiteljca. Da ima moški poklic. Hokejski Kaj ne moreš? Fitness trener. Fitness trener. Ok, imam fitness trener. Ok, v tem trenutku, ko je Jan začutil priložnost, pa potrka na vrata hiše fitness trener, ki je ravnokar prišel, da bo imel uro vadbe z drago sosedo. In tudi on zve, da pač je lahko izgubila moža in mogoče kaj zaslud, pač ima šanse, da pa mogoče on osvoji, tako da... A se lahko samo nekaj, a nas spomnite? Imena. Marjeta pa Poštar. Okay. Pa Jože je bil mož. Jože je bil mož. Ok, in damo en velik aplavz! A mi lahko to objasniš zdajle? Marjeta, jaz sem preveč kave spil. Mislim, moja mama je zmeraj rekla, Štefan, da ne boš se preveč kave napil, boš pa neumnosti govoril. Res nisem pričakovala tega od tebe. Najprej mi prineseš pismo, da je moj mož umrl. Samo da povem, kot poštar, jaz nisem kriv za slabe novice. Jaz samo prenašam novice. Ja, jaz ne bi glih se strinjala s tem, no? Ja, glej, lahko pač ne bi prinesel, si videl, da je Krigor. Lahko zdaj izgubljam tvojo pošto do konca življenja, evo, to lahko naredim. Sploh nima to veze, pač izkoristil si. Halo! To bo pa Friedrich. Marjeta! Ja. Ti bod. Hvala. Marjeta. 10 ura. Ja. On tudi zraven, ne? Nek za vas imam eno z dopusta, je žena vam poslala. Žena. Ne, veš kaj. Dragi mož, imam se zelo dobro. Lovim ribe in jih spečem in na to tudi pojem. Pogrešam te. Sedaj bom šla plavat. Kar pišem tole v vodi. O ne, morski pes me je pojedal. O ne, moja žena. Moj srce, moja žena. Morski pes je pojedel. Jožeta je pa ustrelil nekaj. O ne. Potem, ko je pisal pismo. Vedno midva nasrkava. Zmer dobri ljudje po srcu, tisti, ki si zaslužijo ljubezen. Ne izmerno, ne izprosno, ne pač tisto, ki je pač ljubezen. Ja, Friedrich. Poštar! Odkrk skozi zadnja vrata. Alternativna pošta. Kaj se pa vi greste? Pošta za poštarje. Samo eno pismo imam za vas, gospod Lasek. Ven iz moje bajte, kje pa je Fifi? Po mojem imajo te alternativna pošta, ima tiste tranquilizerje. Mislim, to, ko pač uspavala za vse. Še pes, ali kaj? Ne. Stop! In zdaj bomo slišali, kaj piše v njegovem pismu. A moram jaz na glas prebrati? Dragi. Po mislih. Dragi sin poštar. Dolgo je od tega, odkar sem ti pisal. Povedati ti moram, da te pogrešam. Da sem ponosen, da si šel po poti mene, tvojega očeta in postal pismonoša. To pismo ti pišem zato, ker sem star in občutek imam, da so moji dnevi šteti. Saj veš, kakšen sem. Veliko sem varčeval, nič ti nisem dal denarja, niti tvoji sestri, niti tvojim ostalim bratom, niti tvoji pokojni mami. Zato se je tega denarja kar nekaj nabralo. Bogat sem.
Stop! In v tem momentu je, on je to bral na glas in Marjeta je slišala to in kar naenkrat je poštar postal zelo privlačen, ker ima pač je podedoval veliko denarja. Fitness trenerju se pa pač si pa izgubil ženo in bi valjda rad z Marjeto in zdaj se skupaj bosta pač mogla boriti za njeno srce. Torej ja, zapuščam ti ves svoj denar, zdaj si bogat človek. No, boš, ko umrem, to upam, da ne boš nekaj moje srce, kaj se dogaja? Poštara, ful mi je žal. Ja, žal je tudi meni. Vsi trije smo nekaj izgubili. Še psa smo izgubili. Ti si tudi nekaj dobil zraven, ne? To je nekaj. Ja, nekaj slobo, jaz sem sam izgubil, tako da... Ja, jaz tudi. Tako da ja, pač, ne, kdo je zdaj na boljšem, ne? Ja, Friderik, jaz res... Kaj? Ne vem, denar ali mišice. Mišice? Stop! In več bomo zgledali, če boste glasovali za me za naslednji prizor. In naslednji je Jan. Ja, mogoče prijemo do tega, ne vem, zdaj se vse spremenilo, ker rutino smo prekinili in vse se lahko spremeni. Tukaj, to so ta železna vrata, iz katere prideš ven iz te tovarne. Vidimo Davida, ki ima svojo škatlo s stvarmi, ki jih ima v službi, ker so ga odpustili, seveda. In vidimo ga, kako gre ven skozi vrata in prvič zagleda to njegovo novo življenje, v katerem se je znašel. Medtem gre skozi te stvari in opisuje, kaj je v tej škatli. Da ima Ameriki debile, eno, ej. Ta mali kaktus, ki sem si ga prinesel na šiht. Ko sem si hotel ustvariti dom zraven mašine. Majica. Najboljši mašinar. Igralne karte. Ko sem mislil, da bomo sodelavci igrali remi. Harry Potter knjiga. 3D Ujetnik iz Azkabana. To nam vrgu stran, zato ker je knjiga. Liter viskija, ki ga nikoli nisem spil. Ker sem ga šparal, da takrat, ko bom napredoval majstra. In naslednji režiser. Režiser. Ja. Ok, vse veste, kje ste, imamo lepo, mično, gospodično, z čudno frizuro, brki in velikim nosom, ampak je ful lepa. Imamo heroja, imamo zlobna sijemska dvojčka. In zdaj je ta heroj je pod okom, ja. Nekaj jojo. Brke, zlate brke. Zlate brke, tako. Naj se kar odvija, ne, ona dva hodita gor, vidva imata ta prvič se ozreta. Ujel sem jih. Špirica! Ne! Fuck! Si že sam midva. Midva sva, pa skrbnika. A je kdo v tvoji sobi? Ja.
Videla se te sem zaprla, kaj se bojiš? Ja, moja dva skrbnika. Skrbnika? To si pravita, drugače sta stvor. Špelca! Eno! Kot troglavi zmaj, samo da imata dve glavi in da nista zmaj. Jaz sem mislil, da ti živiš sama, to je... Ja, pač, imam sobo, tukaj je. Ne Imaš- Špelca, Marelca, špelca. Nehaj, a vidiš, da ji ni všeč to, kar delaš. Če me ti špelca, Marelca. Stop, ti boš zdaj nekaj res pametnega zračunal, tako cel plan si boš naredil več, ker si ful pameten. Zapisek. Se pravi, če tlele vzamem to skalo, Ne to, kar razmišljam, samo pridi gor, no. pa jo dam na to dilo, pa v bistvu dam to skalo gor na drevo, pa ga brcnem. Skala pade na dilo, jaz sem postavljen se na to dilo in me bo v bistvu sila skale v razmerju z dilo gor na balkon. Ej, zakaj se ti pogovarjaš sam s sabo? To je pa tale. Što je bilo zdaj to? Kaj je bilo tole? Kaj pa je? Mira, Ampak tam je neka čudna naprava. ja, tu je ta skala. Skala pa... Pozdravljena! Sijamca! Pa si naj le odkril. Spočiva. Ne, moraš se soočati z njim, nazaj peva. Veš kaj? Ves ta čas, vse te ovire, vse ti prepreke, ki si jih imel na poti do Špelca. Vse so nastala samo zato, da si ti ta moment zdaj tukaj. In poglej ta X pod tabo. Kaj pa si to naredil? Ja, zdaj. Ona dva imata dve glavi in sta bolj pametna od kogarkoli. Tišina Špelca, nikoli se ni šlo zate. Šlo se je za junaka. Želel sem si te, vedel sem si te želel biti. Čakaj. Ne, me pa on to ni všeč, jaz sem mislil, da ga vam mušla pa tole. Brat, jaz sem gej. Ja. O ne. Ej, pejt stran. Jaz sem tudi gej. Kaj? In če me odkleneš, bova midva, ne s tvojim bratom, midva. Midva kar bolta. Lahko imela dobro življenje. Kaj? Samo preko mojega trupla. Tvoj brat te zatira. Ima zatirane, ja. Odkleni me, pa bova imela dobro življenje. Ja, odklenil te bom. Brat, Pa jaz. Kaj? pa Špelca, pa jaz. Špelca, pridi k meni. Veš kaj? Jaz imam bajka, če ti to kaj narediš. Šak. Saj si rekel, da imam jaz srce. Ja ne! Au, od mene boli. Kako sred neveškim zdravnikom zaupaš, kdo ima srce? Mojega brata, dva brata, ne vem, te komplicirano je, si ubil. Kako sem jih jaz ubil? Zato, ti si kriv, tvoja krivda je, ko ti nisi bil tukaj, sta bila čisto okej. Zaprla sta te v sobo! Še sem živ. Ampak kljub temu jih imam rad, rada jo imam. Vaša družina je destrukcija. Jaz sem še živ. Če ste boste slučajno zame volili, Bomo videli. boste videli, če je to srečen konec ali pač nesrečen. Vendar žal zdaj prihajajo eliminacije. Tako da, trije režiserji, ki ste ostali v igri, prosim, zvrstite se tukaj na rampi. Samo naredimo hitro ponovitev. Kristjan, ti si bil prvi. Ja. Jaz sem bil prvi, se pravi, Poštar, pa Marjeta in fitness trener. Mišica, ja. In one dva, pač vsak je nekaj izgubil. Marjeta je izgubila moža, pa psa, Poštar je izgubil očeta, pa dobil denar, fitness trener je pa izgubil ženo na dopustu. In tonusa izgubil. ja, in se pravi, kam bi lahko naprej ta prizor šel?
ne vem, mogoče pride še tretja oseba, pa tudi nekaj zgubi, pa se poj borijo skupaj za Marjetko, ali pa se za one da pomerita, pač, ne vem, nekaj tasga, ne bomo videli. Ljubezenski ne. kvadrat. Kvadrat, ne, bomo videli, mogoče, ali pa tudi ne. Slednji režiser je bil Jan. Videli smo torej odpuščenega Davida. On je prišel ven, pač ful je bilo enih čustev, čustveno je to, ne vem. In kar je pomembno, je to, kaj se bo zgodilo potem. Noben ne ve, niti jaz, ampak mislim pač dobro bo. Moje roke so že ugrete. Nisem razprašal. Pač moja sta glih kar videli, tako da se spomnite, ampak v glavnem, pač še zmeri sta ta dva dvočka, ki sicer sta En je mrtev. Pač sama sebe sta ubila, ne? En je mrtev, ampak itak sta eno, tako da pač... Bil to samomor? Ja, ampak še živi, no, mogoče bo še kaj povedal. Imamo pač lepo Principeso in pa seveda heroja. Zdaj bo Principesa odpustila, da je on zmanipuliral brata in bila z njim srečna, ali ne? Jure, a mikrofoni delajo? Ja, delajo. Ok. Si pripravljeni, roka ogreta? Je. Okay. Jure bo šel nad glavo improvizatorja, ni ploskajte za tistega, ki mislite, da naj nadaljuje s prizorom. Tako da. Vse je zaprite oči. Ja, Jan, žal, eliminiran si. Tvoja zgodba je izpuhtela v zrak, tako da žal. Prosti, nikoli ne bomo vedeli, kako se konča, nikoli ne bomo vedeli. A veš, ne, kva boš ne. Ampak nadaljujemo, Kristjan! Okej, jaz bi prosil, da se Marjetka usede na stol, Poštar usede na stol, pa fitness trener zraven Marjetke stop. In zdaj... Ona je stala na koncu, pa prosim, daj se v zadnjo pozicijo, kakor si bila. Pri Poštarju si bila, Ana? Bila sem v bistvu med njima, ne? Med njima. Okej, dajmo zaenkrat sam spremljati še prizor, nadaljevanje prizora, pa bomo pa tekom prizora se odločili, kaj in kako, prav? Tako da dajmo en velik aplavz. Marjeta, ne boš zdaj rekla, da si tako plehka, da boš na keš padla. Glejte mišice, no. Pa tudi, veš koliko denarja sem vrgel to. Ja, sej, ampak si ga... Sploh ne zaveš, prej sem jaz odprl fitness. Sem mogel jaz tudi najprej veliko shujšati, pol veliko se zrediti nazaj. Nečem moraš imeti mišice, ampak ti se zavedaš. Videla sem fotke. Ja. To je grozen, ampak pol bo ful dober. Ja. Ja. Ampak, joj, mislim, pač meni je Jože, ja, veš, pošiljal denar od teh misij pa to, ne? Pa ti to ne pošiljal? Pauza! Na tej točki Poštar sam na glas pove znesek, koliko je podedoval in se nadaljuje. 50 000 in 80 milijard. 85 milijard. To je pisalo, ne? Jaz imam 86 milijard vlaken v mišicah po celem telesu. Tako da tehnično jaz zmagam. Mišice, ja, ampak keš. Ampak moj mrtev možka mi je zdaj očito ser zanga, ampak keš. Marjetko, sam pomisli, kakšne moralne vrednote mi hočemo tukaj sporočiti ljudem. Ja. 30 avtov je imel moj deda. Spet sem opozarjal, da bom tukaj neko večjo odgovornost. Jaz ne morem se odločiti, vi da boste mogla... Se sfajte, tohi, ni panike! Prej sem čupas! To ni fair! Ja, denar tudi ni fair. Okej, Jaz sem zavarovan, tako dobim če več denar. Mi rabimo eno... Vseeno. Mi rabimo neki tasga, da bosta pač oba dva enakovredna. Dirka za? Pauza! V čem bi se lahko ne dva pomerila? Košarka! Dirka za avti! Dirka za avti, Žrebanje! Žreban? Kdo je hitrejši? On mora... Ne,
One dva se bosta šla kamen, škarje, papir. Za njo. Ja, nadaljujte prizor. A je lahko to v počasnem posnetku? Ne. A je lahko to? Okej. Ne. Jaz vem. Vidva se bosta... Paza, ona se spomne tega, pa predlaga, pa vidva se sam. Ok, lej, pač to je edina najbolj resna preizkušnja. Ker to gre tukaj za mojega moža, mojega bodočega moža. In jaz mislim, da za to mora biti nekaj res preciznega. Nekaj tazga, ki pokaže vajen talent. Nekaj tazga, ki pokaže, da boste videla dobro skrbela zame. In to je kamen, škarje, papir. O ja, enostaven. Jaz sem bil prvak v osnovni šoli. Kamen, škarje pa papir. Jaz smo v fitnessu tečaje, pride en Kitajc, ki se je izuril v veščinah kamen, škarje, papir. Jaz sem... Okej, ti zmagaš. Ja. Ampak vse je odvisno od sreče. O, te pa nimam v življenju. To je vse trdo delo. Nič sreče, nič talenta. Jaz imam samo dedija, ki je umrl. To ni sreča v resnici. No, dajva. Jaz se bom popolno predala enemu od vaju. 3. A sta? Čak, sam da... A ne, okej. Jaz sem pripravljen. Sam to, da veš, spoštujem te, kar počneš v življenju. Biti poštar je najtežjih poklicev na tem svetu. Sam toliko, da veš. Če bi imel take mišice kot ti, bi lahko držal vse. Nadaljujte, hvalite se. Škaj, tvoj dedi je bil dober človek, da je tako šparal in ti zapustil toliko enega denarja. Še! Veš kaj, ti si tako prijazen do vseh ljudi. Mislim, se jaz tudi, ampak nikoli nisem mislil, da je lahko kdo bolj prijazen kot poštar. Ti si poštar, prav. To je najbolj prijazen ščit na svetu. Še. Ne moreš biti fitness trener, se ne more primerjati s tem. Tako izklesano telo. Mislim, videl sem kipe, ki so taki. Kaj se zgodi naprej, zvemo v naslednjem prizoru. Gora. Ja, ok, pozicije. Imamo... Šta se tle spodem? Kje je moj grad? Imamo heroja v kletki. Imamo siamska dvojčka na tleh, umirajoča. En samo umira, en pa odre. Ok, ja, ok. Pa imamo princeso, ki je totalno bed, da nima pozornosti. Ok, princesa. Lej. Ne! Dej no! Jaz sem pustil svojega prijatelja umreti v eni pasti za zmaje. Prišel sem... Čak! A se ti lih kar ne izpoveduješ? Ti si meni rekel, da me ljubiš. Lagal sem zato, da bi imel tvoj... Moj srce! Nimaš srca! Mam! Samo jaz ga imam, moj brat ga ni imel, zato sem jaz živ, ali brto. Kaj? Ja, pač... Anatomija siamskih dvojčkov je... Se pravim, da je komplicirano. Ampak... Kot naš odnos. Zdaj pomisli. Z njima boš celo življenje kaj? Zaprte tukaj truplo bo gnilo? Kako boste živeli? Jaz te lahko odpeljem nazaj. Zdaj, ko si me spomnil, jaz bom tukaj zapustila mojega brata. Kaj s truplom? Jaz sem še malo živ. Več še živ, oba dva. Vej, živa sta, oba sta v redu, no, očitno. Videl se boste za Božič, vse v redu. Jaz sem hotel celo življenje, da priješ sem. In zdaj sem tukaj. In zdaj si tukaj in se mi ne zdiš nič posebnega. O moj Bog! Ja, nič posebnega ni, nič posebnega. Samo eno glavo ima. Samo en... Jaz sem dobil vse točke na maturi, res, lahko ti pokažem. Vem, ne zanimajo me točke na maturi. Vi boste imeli zame eno tekmovanje. O čem? Po ugankah. Pa gledali smo že en tak prizor. Ok, ne. A imamo lahko kaj z rokami? Ja, kamen, škarje, papir. Stop. Zdaj igre še niso izumili. Stop. Ok, zdaj
princesa očitno hoče, da se brata in on, heroj, borijo za njeno ljubezen, čeprav... Jaz bi se rad boril za ljubezen viteza. Jaz nisem geja, govšen se ti. Ne, gej si! Redu, da bom geja! Kako? Ok, definitivno zdaj pač mora en umret, no. En more umret in sicer on more res umret, no. Tako, ja. Prosim, hvala. Ne moramo stati več! Si kot tiste želve, ki smo jih videla. Sej, vprav ampak Gledala. vaša družina je nestabilna, več kot očitno. Ja, nestabilna je. Lej, razumem, če boš hotela ostati svojo... Še enkrat, zdaj pa ti prosim, opiš, koliko je ona nadvse in sploh lepa in kako si ti celo življenje sanjal o njej in in sploh, prosim. Nestabilna, ampak jaz imam njega rada, ne vem, še nekomplicirano. Glej, ko tukaj gledam tvoje dva brata, kako umirata, se spomnim na tebe in na mojo ljubezen. Jaz sem kot otrok sanjal o tebi. Brez tebe živeti več ne bi. Jaz hočem biti s teboj. To je tako lepo. Ti pa A je to pesem? spadaš s menoj. Daj vzemi ključ od srca in odkleni me za oba. Bolje, princesa. Kot je bilo, bolje bo, kot je bilo. Tiho bova spala doma pri meni. Ko bova odjahala, ko bova prijahala, ko bova imela otroke, ime jim bo Janez, Luka in še en Janez. Vzemi me, pozabi vse, ljubezen je za naju tle. Prosim te. Preden to storiš, da ti samo povem, da biti gej ni tak problem. In samo da veš, kaj moški z ženskami storijo. Enkrat rečejo to, na to jih zapustijo. In ti si stereotipna princesa z brki. In jaz sem tukaj slep kot krti. Da tako si me okanil, ti hudič. Nisem okanil te. No, morda okanil sem te. Vendar naredil sem to, zato ker ljubim te. Jaz sem ljubil te in brata zaradi tebe ubil. To si mi storil. Se opravičujem, ker sem nesrečo vam povzročil. Ne opravičuj se meni. Ne opravičuj se meni. Odkleni me, zaživiva skupaj. Pustiva brata, naj umirata skupaj. Odidiva od tukaj. Ena stvar, preko si rekel, ključ od Princesa, če boš to storila, izdala boš družino in urok nad se boš dobila. Kaj ona dva pravita? Noben ne razume, noben ne ve. Jaz nisem nič razumel. Usta ima ta polne krvi, več je kot očitno je. Samo tle odklenke. Preko si rekel, ključ do srca. Ja? Našel sem en ključ, ampak ta je od kletke. Ja, to je bila metafora za vse to, za najnovo ljubezen. Samo odklen. Poglej, kaj bo zdaj naredil. Crkni že. Se zdaj vem, ne morem svoj. Svojo edino ljubezen bo ubil. Ne, rešil bom njeno težavo. In to je? Pusti ju, greva. A si zihar, ker sem rad bi jih ubil. Stop, nismo zihar, mogoče. Ok, še zadnji dva režiserja na oder. Jure! Je roka, ja, mikrofon dela? Roka je ugreta. Teodora, imaš točen, v enem stavku moraš povzeti, kaj se je zgodil. V enem stavku, tako da moraš res. Teaser, kaj bo naprej? Vroča ljubezen in čudna smrt
bosta peljali v srečen konec, vprašaj. In Kristjan v enem stavku. Fitness trener in poštar sta se začela hvaliti, vrneta se Angel in... Pardon. Sam fitness trener in poštar sta se začela hvaliti, Marjeta je skrajno neodločna in... Porabil si vse stavke. Moj bog! In Jure, tvoja topla roka bo sedaj šla nad improvizatorja in publika. Za tistega, ki mislite, da ne zaključ svojo zgodbo, ploskajte. Zaključ zgodbo? Ja. Ja, kako si jo mislil, da deluje to? A ja, zaključ kot da gre ven? Ja. Ne, zaključ zgodbo. Nadaljuje. Zadan prizor, ja. Tako je prej. Ja, tako je prej. Ploskajte. No. Kristjan, ti boš zaključil prizor. Ti si današnji zmagovalec resničnega boja, tega čast je tvoja. Prosim, vrnite se vsi v pozicije, ki ste bili, kjer ste končali prejšnji prizor. Tako je bilo. Vidi, da sta se hvalila. Prosim, začnite s tem. Hvalite se še malo se hvalite. Še nekaj. Jaz bom malo odzad hodil, ne mene gledati. Zdaj mi ful deluje možgani. Hvalite se. In naš hvalje, ja. To so vem. Ti si zaslužiš letno članarino mojemu fitnessu. Zaslužiš si jo in ti jo dam. Ti veš kaj, 5-letno članarino ti dam. Ti si zaslužiš, da so vse dopisnice, ki jih ti pošlješ, imajo gore napisano, plačano preko pošte. Stop! Marjeta, stop zdaj malo naprej, da bo imela monolog, pa vrneta se Angel in Demon na njena ramena. Ok, pejte v garažo po kantico benzina. Ok, čuči, ne, to ni bilo. Pa sta luštna, joj, za kjerga kol se odločiš bolj? Lej, obima bo zdaj par let, ok? Enega zaradi mišic, Ti moraš biti iskrena. drugega zaradi denarja. Svoje srce. Ne, poslušaj svoje možgane. Ne, ti kar poslušaj svoje srce, za enega se odloč, kjer ti je bolj pri sebi. Okej, ja, sam se dejansko je oboje slabo se razumete to, a ne? Čak, ti to razumeš? Ok, odloči za denar, vzemi vas denar. Odloči se za ljubezen. Za denar. Ok. Pust oba dva, pa pejte na Mali Lošin, na počitnice. Ne na Mali Lošin. Vsi trije podite skupaj, imejte se lepo. Eden ima denar, drugi ima postavo za na plažo. Vsi trije pejte skupaj. Ja, pejte vsi trije. Vzemi oba dva. Vod sebično, oba dva vzem. To je malo sebično, malo pa čisto. Malo pa čisto ok, zakaj pa ne bi Zakaj pa ne bi, glej, moderno. To. Najrač bi vzela oba, ja. To bo to obsojil. Marjeta se vrne nazaj in zdaj jima povej svojo ugotovitev, svojo odločitev. Ok, stop. Ne bomo se šli kamen škari papir, ker to je preveč barbarno. Jaz sem se odločila, da bi imela oba, ker sta oba dva toliko dobra. In očitno se ful razumeta, ker ste zdaj že tako 10 minut si dajala komplimente en drugmu. In očitno je tudi med vama neki in... On je pa res najboljši človek. Če bi bil z moškim, bi bil z njim, ja. Če bi bil... Sta ful se skupaj in... Ok, ne vem, če je bila to dobra. Ne vem, če je bila to dobra ideja. Ne, Marjeta. Jaz te čisto razumem. Mi vsi skupaj bomo družina. Ja. Mi skupaj bomo tle živeli. Jaz bom poskrbel za fizijo. Z vizijo. Fizijo, on bo pa za... Jaz bom pa razmišljal.
Jaz bom pa ta pameten. Jaz bom, ja, fizijo, on bo pa to pameten. In ti boš skrbela. Pa kardio ne In pozabim. ti boš skrbela za ljubezen. V vsaki družini mora biti ljubezen. Ja. Ja. Mi dva lahko tudi skrbijo za ljubezen. Ja, bi... Predvsem ti boš skrbel za ljubezen. Tudi jaz lahko skrbim. Še govorite, zakaj bo kdo skrbel. Jaz bom skrbel, da bo vrt urejen, da bo pospravljen, ker Pa za sem psa. čisti psihopat, ki pride do higiene. Pa za psa boš skrbel. Za psa bo poskrbel, Vsakega čeprav se ga prej bojim. Pes je mrtev. Pas ni mrtev! Samo uspava. Prica! Pas je še živ, pojdi! Alternativna pošta ima samo uspavala. Jaz bom Saj skrbel tebe za rožice, ko boš ti skrbel za psa in ga peljal na sprehod. Jaz pa imam rad rožice, samo nikoli jih ne morem skrbeti zanje, ker so psi na vrtu. Ja. Jaz bom skrbel, da bo pes preveznik, a boš ti na vrtu, da boš lahko skrbel za rožice. O, fuck, lik sem se spomnil, jaz bom skrbel za denar. Kako mi rabta, samo mene vprašajte, jaz imam ful denarja zdaj. Jaz mislim, da vidva mene ne rabite. Ja, to ne. Spet smo tukaj, rabimo te. Rabimo te. Kdo bo kuhal kavo? Kdo bo meni kuhal kavo? Vsako jutro. Okej. Šli bomo na dopust. Tam, ki sem še vedno hotel. Glej, To ni tak trojček, kot sem si ga predstavljala. Štirojček! Mi smo štirojček! In srečno so živeli do konca svojih dni. Dajmo en velik aplavz! Dame in gospodje, Jure Jamnik! Jure Jamnik, glasbenik! Tima Kapetanović! Teodora Šved! Jan Cunja! Jaz sem bil Marko Mastagić in današnji zmagovalec, domačin, Kristjan Pavuna, letimo aplavz! Najlepša hvala, da ste prišli, tukaj se predstava zaključuje. Pridite čez en mesec pa en teden in sicer, mislim, da je 9. november, bo tukaj spet zasipški boj, tako da, če vam je bilo všeč, povejte svojim prijateljem, svoji družini, da pridejo naslednjič z vami. To je pa to, tako da najlepša hvala, da ste prišli, imejte se fajn, se vidimo, to bo priložnost. Še priznanje za režiserja. Kulturno društvo Zasip podarja priznanje. Bravo.